Naš prvi govorec, spoštovani danes, bo gospod Zmago Jelinčič Plemeniti. Sicer nečak Zorka Jelinčiča, ustanovitelja Tigra na Nanosu, bilo je to septembra leta 1927. In če kdo ne ve, Zmago Jelinčič je bil prvo podpisani pod predlog v državnem zboru, da se 13. maj razglasi za državni praznik, dan prvega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh. Gospod Jelinčič, prosim, beseda je vaša. Danes praznujemo obletnico enega od najbolj častnih in slavnih dogodkov v slovenski zgodovini. 13. maj 1941. Dan, ko so se pripadniki organizacije Tiger, Danilo Zelen, Ferdo Kravanja in Anton Majnik spopadli z italijansko soldatesko, ki je 6. aprila 1941 skupaj z ostalimi okupatorji napadla takratno kraljevino Jugoslavijo. Domoljubi iz organizacije Tiger, kratice katere pomenijo Trst, Istra, Gorica, Reka, so bili pripadniki prve protifašistične organizacije na svetu, ustanovljene meseca septembra leta 1927 na Nanosu. To so bili slovenski domoljubi, ki se niso uklanjali nikomur, ki niso poslušali nobene politične stranke, ampak zgolj svoje srce, ki je bilo za slovenski narod. Oboroženi boj, ki so ga bili na okupiranem slovenskem Primorskem v času italijanske aneksije po prvi svetovni vojni in kasneje v času italijanske fašistične diktature, so hoteli nadaljevati. In to navkljub temu, da je takrat 27. aprila 1941 ustanovljena protiimperialistična fronta, ki se je kasneje preimenovala v Osvobodilno fronto, pod okriljem komunistične partije celo z grožnjo smrtne kazni prepovedala kakršenkoli boj proti tistim, ki so takrat napadli in okupirali pravzaprav njihovo domovino Jugoslavijo. Poznavanje italijanske protislovenske zločinske politike, predvsem pa slovensko srce, zavest in ljubezen do našega rodu so prevladali. Tako so se Zelen, Kravanja in Majnik na Mali gori dne 13. maja 1941 z orožjem spopadli z italijansko soldatesko. V tistem času, takrat, ko je s strani komunistične partije veljala stroga prepoved kakršnih koli akcij proti okupatorju, ki jih je ta politična grupacija sprejela kot osvoboditelje. To je komunistom prepovedal sklenjeni sporazum o sodelovanju med nacisti in sovjeti, ki sta ga podpisala zunanja ministra z nemške strani Ribbentrop, z ruske strani Molotov dne 23. avgusta 1939. Takrat je bila komunistična partija še zaveznica nacifašistov, saj jih je podložnost Sovjetski zvezi silila k temu. Italijani pa so bili kot sopodpisniki trojnega pakta med Nemčijo, Japonsko in Italijo dne 27. septembra 1940 v isti združbi. Zato tudi v zadnjem času razkriti podatek, objavljen v mnogih medijih, da je tigrovce Italijanom izdal lokalni član takratne komunistične partije Tekavec, ima dejansko osnovo, da mu lahko verjamemo oziroma da ga lahko imamo za verodostojnega. Osvobodilna fronta se je vključila v boj proti okupatorju šele po 22. juniju 1941, po dnevu, ko je Nemčija v okviru operacije Barbarossa napadla Sovjetsko zvezo. Človeku da vse skupaj misliti, da je komunistični upor sprožil napad na gospodarje prej kot obramba lastne domovine. Seveda pa je komunistična partija vedno bolj prevzemala prvenstvo v organizaciji upora in je bila zato potrebno odriniti Tiger čim bolj v pozabo. Počasi in vztrajno so tigrovce odrivali v stran,
čeprav se jih je večina pridružila narodno-osvobodilnemu boju. Narodno-osvobodilnemu boju slovenskega naroda, ponavljam, ne komunističnemu, ampak narodno-osvobodilnemu boju slovenskega naroda. Z vse večjim vplivom komunistov se je začelo tudi intenzivno odrivanje vsega tigrovskega, kar se je odražalo v uničevanju tigrovskih dokumentov, bunkerjev in podobnega, in kar je trajalo še kar nekaj časa po koncu druge svetovne vojne in osvoboditvi. Tiger je moral biti odrinjen in se mu ni smelo priznati prvenstva pri začetku upora proti okupatorju. To se je intenzivno izvajalo v nekdanji skupni državi Jugoslaviji, kjer je pri vsem morala imeti prvenstvo komunistična partija, čeprav je bilo marsikaj zlaganega. Prepričan sem, da bodo neodvisni zgodovinarji odkrili še marsikaj, še posebej, če se bodo lotili in zakopali v arhive, ki se počasi odpirajo. Kako močno je komunistična oblast usmerjala življenje po svetovni vojni, pove tole. V 60 letih prejšnjega stoletja je pisatelj France Bevk predlagal, da bi se v Gorici postavil spomenik Zorku Jelinčiču, soustanovitelju organizacije Tiger. Navkljub temu, da je bil France Bevk vpliven in priznan, pa je bil takratni lokalni komunistični veljak proti z besedami: Zorko ni bil komunist, ampak nacionalist, in spomenika ni bilo. Počakati je bilo treba vse do leta 2000, ko je komunistična oblast malo ponehala. Ostanki komunističnega razmišljanja govorijo tudi o tem, da tisti, ki so zapisovali zgodovino takratnega časa, v svojih zapisih niso kaj dosti omenjali boja tigrovcev na Mali gori. Pa saj vendar razumljivo, saj niso smeli rušiti konstrukcije, ki jo je naredila partija. Saj je bilo prepovedano razmišljati drugače, kot je bilo določeno. Zato tudi rokopis Stanka Petarosa iz leta 1953 ne govori kaj dosti o Mali gori. Pa še tudi po osamosvojitvi so se dostikrat slišali glasovi proti tigrovcem. Tako je takratni predsednik komunističnih naslednikov, stranke Socialni demokrati, dr. Igor Lukšič, izjavil, da so bili tigrovci teroristi, teroristična organizacija. Tako kot to še danes trdijo na italijanski strani. Pa saj ni čudno, ko se je nekdanji predsednik Borut Pahor ni upal italijanskemu predsedniku postaviti zahteve, da se bazoviškim junakom sname oznaka teroristov. Tudi poskus v Državnem zboru Republike Slovenije, da bi se sprejel zakon o proglasitvi dneva 13. maja za državni praznik z nazivom 13. maj, dan prvega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh, kot začetek oboroženega boja proti okupatorju, ni bil uspešen. Na ustreznem odboru na glasovanju je zahtevo, da bi bil to državni praznik, potrdilo in podprlo premalo poslancev. Proti so bili vsi poslanci leve politične opcije, brez izjeme. Dobili pa smo državni praznik slovenskega športa in skoraj dobili še državni vinski praznik. Pa vendar ne smemo pozabiti, da je bilo skrito tigrovsko orožje osnova za ustanovitev ribniške partizanske čete in da je omalovaževanje boja tigrovcev sramotno in izdajalsko dejanje. Navkljub poskusom tistim, ki pripisujejo odpor slovenskega ljudstva proti okupatorjem komunistični partiji, da izrinjajo dan prve oborožene akcije proti italijanskim osvajalcem, dan 13. maja v pozabo, mnogi tega ne pozabijo in ne bomo pozabili. Tako se pomembnosti 13. maja zavedajo tudi ljudje v Slovenski vojski, zavedni Slovenci, in zato ta dan praznujemo tudi kot dan Slovenske vojske. Živel 13. maj, živel Tiger, živel slovenski narod in živela Slovenija!